Torej, že Komisija za nadzor javnih financ je želela na podlagi anonimne preglednice, ki je bila objavljena v medijih, pridobiti eno čisto preprosto izjavo od Nove Ljubljanske banke. Ali je preglednica avtentičen dokument iz Nove Ljubljanske banke in ali priča o dejstvih. To se pravi, ali je skratka to res, kar tu piše. Tega odgovora nismo nikoli dobili. Še danes ne. V sporočilu za medije po tem zadnjih dogodkih pa je napačno napisano, da je gospod Samo Nučič, ki je bil takrat na seji Komisije za nadzor javnih financ, povedal, da gre pri podatkih v dokumentu, anonimnem dokumentu za falsifikat. Izjavil, da gre za očitno za falsifikat. To je res. Zato smo vam in vam bomo razdelili danes magnetogram seje Komisije za nadzor javnih financ, kjer bom pravzaprav prebral nekaj izjav gospoda Nučiča, ki pravi, da je komisiji posredoval torej dokument, iz katerega je razvidno, da so krediti Ultri, torej da je izpostavljenost v višini 5,9 milijona evrov in da so naložbe zavarovane z menicami, poroštvi in tako naprej. Hkrati pa imamo tudi njegov dopis, da so krediti Hram Holdingu ustrezno zavarovani in da so krediti Ultri zavarovani. Če vemo, kaj pomeni v bančnih pravilih ustrezno zavarovan kredit in zavarovan kredit, je to lahko ena velika razlika in to želimo videti. In nas zanima, ali je torej v skladu z internimi pravili bil ta kredit ustrezno zavarovan. Tega v dopisih gospoda Nučiča, ki je bil posredovan v komisiji, ni razvidno. Tudi iz magnetograma gospoda Nučiča na sami komisiji je pravzaprav razvidno to, da se ne more opredeliti do tega dokumenta, da poteka na Novi Ljubljanski banki interna preiskava, ki bo pokazala svoje. In danes že vemo, kaj je bil rezultat te interne preiskave. Nobena navedba, češ, da so navedbe netočne, da so falsifikat, temveč so ovadili neznanega storilca oziroma podali kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu, ki je spravil te dokumente ven. In zanimivo pri izjavah gospoda Nučiča na tej seji komisije je tudi sledeče. Namreč, da ima uprava Nove Ljubljanske banke v skladu z internimi pravili možnost, da sama odloči, da se nekatera pravila, ki so v internem aktu definirana, lahko v posameznem primeru seveda tudi ne upoštevajo oziroma se upoštevajo drugače. Kaj to pomeni? Pomeni, da ima uprava določena pravila, da pa na koncu piše, da lahko v posamičnem primeru, glede na specifiko komitenta, odloči uprava tudi, recimo, drugače, da te pravila samo delno upošteva. In pravzaprav je ta anonimka in tudi vse, kar se je napletalo okoli te anonimke, sprožilo utemeljen sum, da so bili krediti, pač podjetju Ultra, katerega solastnik je predsednik stranke Zares, gospod Gregor Golobič in aktualni minister, odobreni po teh specifičnih, bi rekel, prilagojenih pravilih, ki jih seveda ima uprava. Torej, da lahko v posameznem primeru odloči tudi nekoliko mehkeje, nekoliko, bi rekel, v nižje zavarovanih kreditih in seveda to je bilo v tej anonimki tudi zabeleženo, da so seveda neustrezno zavarovani. Torej, ni res, da je gospod Nučič zatrdil na komisiji, da je anonimka falsifikat, očitni falsifikat. Tega to ni res. To je prva stvar, ki jo želim povedati. Druga stvar je pa ta, da pozdravljamo sporočilo skupine Ultra, da lahko banka dostavi parlamentu, preiskovalni komisiji, vse podatke za razjasnitev teh očitkov in te zgodbe okoli teh kreditov.
Mislim, da je to nujno, če želimo končno spoznati odgovor, ki ga na nek način prizadeti ves čas zagovarjajo in ki ga na drugi strani te, ki smo prišli do teh podatkov, učitamo v Novi Ljubljanski banki. Saj pravzaprav, veste, pri tej stvari se je verjetno gospod Golobič na nek način zatekal in znašel glede na svojo avtoriteto, ki ima. Problem je v teh gospodih v Novi Ljubljanski banki, ki so odločali in se šli pravzaprav v primeru Ultra do nekega drugačnega pristopa kot v drugih primerih. To je še kako očitno danes, ko smo v času kreditnega krča, ko številna podjetja v Sloveniji ne morejo priti do ugodnih posojil za pomembne razvojne projekte, ne nazadnje tudi za svoj lasten obstoj. Tu pa imamo en primer, ki ni razčiščen, ni razjasnen, ko je domnevno nekdo na podlagi svoje politične moči, funkcije, prišel do pravica pa do kreditov, ki mu sicer ne bi šli. Zato se želim še enkrat zelo jasno odzvati na netočnosti te navedbe, kajti gospod Nučič in noben dokument Nove Ljubljanske banke ni opredelil te anonimke kot falsifikat. Zakaj ne? Zato, ker ni falsifikat. Če bi bil falsifikat, bi to sporočili prvo minuto iz Nove Ljubljanske banke.